Tule je tudi recimo steklenica, ko je zraven je kontejner za steklo, ampak ljudje so še toliko neuvidevni, da dajo v embalažo. Tako je Ogorčan edini slovenski smetar s Prešernovo nagrado, ki v vsakem smetnjaku, ki ga odpre, takoj vidi nekaj, kar tam nima kaj iskati. Tule vidimo recimo vrečko, ki ne sodi v biološke odpadke, zaradi tega, ker ni biološko razgradljiva. Z ozaveščanjem o primernem odnosu do okolja je treba začeti že pri mladih generacijah. Okoljsko zavedne gospodarske družbe tako tudi letos nadaljujejo kampanjo Pozorni za okolje. To leto se bolj osredotočamo na varčevanje z naravnimi viri, na primer z vodo, elektriko. Poleg partnerjev, ki so danes podpisali pismo o nameri, so pomembni akterji projekta tudi dijaki oziroma ekofrendi. V okviru kampanje ozaveščamo dijake k vestnemu ločevanju odpadkov, varčevanju energije. Pogledaš pač, če je kdo vrgel v napačni koš, ga opozoriš, vgašamo luči, zapiramo okna. Čeprav se dijaki trudijo, Uroš pri svojem delu vsakodnevno opaža, da smo ljudje še vedno malomarni. Ljudje sploh ne vejo, zakaj bi ločevali, ker itak nima smisla, pa itak so položnice drage. Zato se je odločil, da jih motivira s filmom Plastik Fantastik, katerega premiera je bila razprodana. Za konec mu zastavimo še zvito vprašanje, kaj sodi v črni smetnjak. Vse, kar ne piše tlele gor, pa tle gor, ti sodi noter. Plenice recimo. Pri ravnanju z odpadki se tako lahko zgledujemo po mladih ekofrendih, še mlajšim pa ohranimo čisto okolje.